ob klubski mizi z večerom o klubskem dogajanju v Mariboru. Tako sem že prej v mojem komentarju povedal, da se to vidi mogoče tudi najbolj v tem, da imajo tudi komercialni klubi težave, ne samo nekomercialni, enostavno ne najdejo prostora, to smo danes slišali, da je eden večjih problemov. Koliko bo občina prisluhnila tem idejam, se jaz malo tako res poslušujem, ampak upam na vse najboljše. Bi pa mogoče si želel tudi od teh, ki so danes bili tu in stari in mladi, da si mogoče malce nalijejo čistega vina in da vseeno poprašajo sami sebe, koliko so pa sami naredili, oziroma ali je vseeno ostalo samo pri jamranju, ali bodo naredili ta korak naprej. Torej, danes se mi zadeva zdela zelo dobra in zelo nujna, se mi zdi za Maribor. Da povzamem celo zadevo, torej, tako kot sem rekel, treba je skupaj stopiti kot multi-alternativni narod. Torej, imamo recimo 10 organizatorjev iz vseh različnih alternativnih žanrov, torej od rocka, metala, hip-hopa, EDM-a, kakorkoli. Treba skupaj stopiti in tako kot je Domen rekel, razpredalčkati se več ne moremo. Torej, moramo najti en skupen prostor, en skupen jezik in skupen budžet za promocijo teh zadev. Zdaj, če bi bila ta zadeva občinsko financirana, bi bilo toliko lažje, zaradi tega, ker lahko tukaj potem manipuliramo z določenimi sredstvi, ampak ker to verjetno se ne bo v naslednjih 4 letih zgodilo, je treba skupaj stopiti mogoče na žule parim ljudem in ustvariti en prostor, eno skupnost in dati tudi budžet noti za promocijo, predstaviti mladim spet, tako kot sem rekel, po covidu je zelo padla zadeva alternativne kulture, tako da treba spet na novo dati na radije, na socialne medije, kar je najbolj pomembno, torej čim več naj se dogaja v Maribor, od pop-up shop, od različnih koncertov, ampak tega ne bomo mogli narediti, če ne bomo imeli enega skupnega prostora. Tako je eden izmed publike prej rekel, ne, ni res, prostor ni problem, v Taktusu ali pa v Fuegu to eventa ne moremo narediti, da imamo velik prostor namenjen koncertom in taki glasbi. Nažalost je Maribor mesto odseljevanja in nasploh rajši grejo v Ljubljano za neke zadeve, kot pa ostanejo tukaj v mestu zaradi tega, ker je pač preprosto nekvalitetna scena. Ja, meni se zdi ta razprava zelo pomembna, ključna za Maribor, za nočno življenje v Mariboru, za razvoj alternativne scene v Mariboru. Se pravi, da se vsi o tem pogovarjamo, da se vsi povezujemo in da se v bistvu povemo, kaj želimo in česa nočemo in da to povemo tudi odločevalcem. Kaj je po vašem mnenju rešitev, ko se že omenjalo se MTT? Se pravi, MTT je definitivno atraktiven prostor, ki rabi vsebino, mi to vsebino imamo, pa nimamo prostora, tu vidim neko možnost za združitev in pač rešitev ni tako preprosta, ni samo en novi prostor, ni samo en novi dogodek oziroma nova platforma. Rešitev je pač, jaz mislim, da vse splošno povezovanje, deljenje informacij, deljenje izkušenj in pa delanje se pravi v več različnih prostorih in ustvarjanje neke splošne klubske scene, kot jo lahko vidimo v drugih večjih mestih. Res je, da smo mi nekoliko manjši, da nimamo na razpolago toliko ljudi, toliko poslušalcev, toliko predanih vstopnic, toliko prostorov, ampak imamo pa dušo in s tem se da delati.